Danes v Pomurskem dnevniku. Na poti proti prvi ligi. Center za socialno delo pred novimi izzivi. Aprila začetek urejanja pločnikov. O drugem tiru 13. maja. Vreme, jutri bo deževalo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Mura in Nafta sta v nedeljo odigrali prekmurski derbi, znova pa se je pokazalo, kako zelo prvoligaški nogomet pogreša klube iz Pomurja. Tako črno-beli kot plavi so na dobri poti, da se vrnejo med prvoligaško elito. Murska Sobota in Lendava so v preteklosti že doživeli propad svojih nogometnih klubov. Toda Mura in Nafta se vztrajno spenjata, v idealnem scenariju pa bi jo med prvoligaši lahko videli že v prihodnji sezoni. Iz preteklih zgodb so se veliko naučili. Prvo kot prvo smo se od takrat veliko naučili. Ekipa, ki vodi ta klub, je stabilnejša, je predvsem več številčnejša, je modrejša, ima veliko izkušenj, ima veliko zvez, ki jih lahko pokliče na pomoč. In pa, ko ste prej omenili, potrebni so sredstva in ta sredstva so sedaj stabilno zagotovljena za neko periodo časa v bodoče, tako da jaz mislim, da je vse na pravi poti. Črno-bele so prevzeli domači ljudje, najprej je bila na vrsti sanacija. Bilo je vsega. Prvo smo mogli sanirati seveda finančno konstrukcijo, ki je bila pač na dani moment, ko smo prevzeli. Naslednje stvari so bile pač najti zadostno število igralcev, spostaviti šolo na novo, kvalitetne trenerje in tako naprej. In seveda bilo je veliko storjenega, veliko nas pa še čaka. Prepričala jih je ljubezen do nogometa, k sodelovanju so privabili tudi ruske vlagatelje. Prvo moraš imeti rad nogomet, drugo moraš imeti rad domači kraj in moraš imeti partnere, s katerimi se tak projekt greši. Vse to se je pa nam poklopilo. Strategijo smo pripravili, jaz sem prijatelje povabil k sodelovanju, neke določene sponzore skupne poiščeva in tako da prepričal jih je program in povezava z mano. Tudi Nafta živi s pomočjo tujega kapitala. Do sodelovanja z madžarskimi vlagatelji je prišlo s pomočjo madžarske samoupravne narodnostne skupnosti. Sponzorji pa so potencial videli prav v Lendavi. To seveda potem potegne za sabo tudi sponzorje, kajti sponzorji grejo tja, kjer je dobra infrastruktura, kjer se nogomet razvija, kjer ima nogomet perspektivo in tako je prišlo tudi do sodelovanja z podjetjem Faros 05, ki je sedaj glavni sponzor našega kluba. Tam bodo dobili tudi sodobno nogometno akademijo. Prvi del je izgradnja. Drugo pa je seveda potem tudi vzpostavitev nogometne šole, kjer želimo pridobiti najboljše nogometne strokovnjake, trenerje, ki bodo potem ob pomoči te najboljše infrastrukture lahko vse svoje znanje prenesli na otroke. Tudi v Murski Soboti dajejo poudarek nogometni šoli. To je osnova, temelj vsega, za kar smo obdelamo in iz česa se bolj naša nadaljna strategija sestoji. Oba kluba se lahko pohvalita z veliko podporo navijačev, Murine številke gledanosti so letos najvišje v drugi ligi. Podpora, to je zmerom 12. igralec in klub brez navijača je klub brez duše in to mi imamo nedvomno v Sloveniji, da rečemo med prve 3 klube spadamo in to bomo skušali tudi držati naprej. Črno-beli se odkrito spogledujejo s prvo ligo, Nafta imperativa prve lige nima. Na igrišču pa je možno vse. Če bomo mi pravi, je vse mogoče, ni pa to noben mus, tako da živimo za vsako tekmo in če se bo slučajno zgodilo tisto, kar si vsi naši navijači želijo, smo na to tudi pripravljeni. Na Fazaneriji je prva želja preboj med elito, kasneje pa si želijo tudi Evrope. Neke srednjeročne strategije je to seveda predvideno in mi se bomo po tej poti dvigali. Mura bo v soboto korak proti prvi ligi iskala v Veržeju, Nafta pa bo doma gostila Kranjsko Zarico. V Centru za socialno delo Murska Sobota so se ozrli v leto, ki je za nami, prav tako pa so predstavili izzive in načrte, ki jih čakajo v tekočem letu. Kot ugotavljajo v Soboškem centru za socialno delo, se povečuje število družin, ki so potrebne pomoči, saj svojim otrokom ne uspejo zagotoviti nakupov šolskih potrebščin, letovanj, taborjev in podobnega. Približno 150 otrok ima Botra v okviru projekta Botrstvo Slovenije. Na državni ravni se srečujejo tudi s pomanjkanjem prostih mest v domovih za starejše od 65 let, v upravni enoti Murska Sobota pa to za zdaj ne predstavlja večje težave. Zaskrbljujoče pa je to, da so naloge za preprečevanje nasilja narasle za 47%. Kot pravijo na Centru za socialno delo, ljudje očitno niso vešči razreševanja konfliktov. Najpomembnejši načrti Soboškega centra za socialno delo v letošnjem letu so spremljanje in izvajanje programa Dnevni center za otroke in mladostnike Kekec, preventivno delovanje na področju duševnega zdravja, prilagojenost in odzivnost pri spopadanju z revščino ter zagotavljanje različnih brezplačnih dobrin.
Čaka pa jih tudi selitev v nove prostore, ki je predvidena na začetku avgusta in reorganizacija centra. Prav tako pa je predviden dvig denarne socialne pomoči iz 297 na 331 evrov. Mestna občina Murska Sobota bo v začetku meseca aprila začela z urejanjem pločnikov na Prešernovi, Kopitarjevi in ulici Štefana Kuzmiča v Murski Soboti. Trenutna ureditev namreč ne zagotavlja osnovnih pogojev varnosti in udobja za pešce. Na teh območjih oziroma v njihovi neposredni bližini je več javnih zavodov od vrtca na Prešernovi in Kopitarjevi ulici ter 2 osnovni šoli. V neposredni bližini se prav tako nahajata 2 mestna parka, ki jo občani izkoristijo kot prostor za sproščanje ali rekreacijo. Kaj točno bo torej investicija obsegala? Urejeni bodo manjkajoči pločniki za pešce na Prešernovi, Kopitarjevi in ulici Štefana Kuzmiča. Prišlo bo do rekonstrukcije obstoječih križišč v krožišča ali nivojske ploščadi z nivojskimi prehodi za pešce, prav tako bodo zasadili drevesa v severnem delu ulice Štefana Kuzmiča. Predvidena je tudi umestitev urbane opreme, kot so klopi in koši za smeti, med drugim pa bo prišlo tudi do rekonstrukcije obstoječe javne razsvetljave. Skupna vrednost investicije je približno 223 tisočakov, za izvajalca del pa je bilo na javnem razpisu izbrano podjetje Pomgrad. V času izvajanja gradbenih del bo na teh ulicah moten promet za tovorna vozila in kolesarje ter oteženo prehajanje ulic za pešce. Kot kaže, se bomo Slovenci na volišča morali odpraviti 2-krat. Referenduma v drugem tiru in državnozborskih volitev očitno ne bo moč združiti. Državna volilna komisija je odločila, da bo ponovljeno glasovanje na referendumu o zakonu o drugem tiru 13. maja. Izvedba glasovanja skupaj s prihajajočimi državnozborskimi volitvami tako ni več mogoča. Na včerajšnji seji je sicer potekalo glasovanje tudi o predlogu, da bi ponovno glasovanje potekalo 27. maja, s čimer bi referendum vsaj teoretično lahko izvedli sočasno z glasovanjem na predčasnih volitvah. Predčasne volitve so namreč možne med 27. majem in 10. junijem, teoretično tudi pozneje, vendar pa točen datum še ni znan. V Sloveniji za prehrano na leto potrošimo skoraj 11 kg ali 178 jajc na prebivalca. Domača proizvodnja jajc skoraj v celoti pokrije domačo potrošnjo, so danes sporočili iz statističnega urada. Kot so pojasnili v uradu, podatek o potrošnji kaže količino, ki je prebivalcem Slovenije v enem letu na razpolago in da je pri tem treba upoštevati, da so vanj zajete tudi izgube in spremembe zalog na ravni trgovine na drobno in končnih porabnikov. Cene jajc so se v slovenskih trgovinah v zadnjih 10 letih precej povečale. Od leta 2008 do lani so se dvignile za 38,8%, medtem ko so se cene v celotni skupini hrana v povprečju zvišale za 23,7%. Lani je bilo treba za 10 kokošjih jajc odšteti povprečno 1,7 evra, piše STA. Stopnja samooskrbe z jajci je v Sloveniji skoraj 95%. Povečuje se izvoz jajc, ki je lani dosegel 4,5 milijona evrov, medtem ko je uvoz znašal 2,7 milijona. Uvoz se sicer poveča v času velikonočnih praznikov. Marca lani je Slovenija uvozila 20% celotnega uvoza jajc. Na Sobota Info poročajo o tem, da so se dijaki ljutomerske gimnazije izkazali kot odlični raziskovalci. Več o tem na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo oblačno, zjutraj bo na zahodu začelo rahlo deževati, čez dan pa se bodo padavine širile proti vzhodu. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 10 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 3, v Murski Soboti, Radencih in Lendavi pa 4 stopinje Celzija.
Jutri bo oblačno, zjutraj bo na zahodu začelo rahlo deževati, čez dan pa se bodo padavine širile proti vzhodu. Zvečer se bodo okrepile in zajele vso Slovenijo, predvsem na Primorskem lahko tudi zagrmi. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, ob morju pa se bo krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo v vzhodni Sloveniji, se pravi v Murski Soboti in Mariboru okoli 6, dnevne pa med 10 in 14 stopinj Celzija. V petek bo dež oslabel in na vzhodu popoldne prehodno ponehal. V soboto se bodo padavine od zahoda spet okrepile in zajele vso Slovenijo. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 4 do 8 stopinj, dnevne pa med 13 in 16. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.